Živijo v novem vlogu. Danes je bila kljub temu, da smo se predstavljali kar burna noč, oziroma neprespana. Sicer pihal ni toliko, da bi nas ful majal, ampak vseeno je pa bolj ful dežval in je veter v kemper ful nisu, te kapljice in je bilo res glasno. Še malo toče je bilo vmes, tako da res se nisva neki najboljš naspala, ampak ja, nas pa vse valovi niso zalivali. Ja, res nisva vajena, da lahko sred noči po že 5 nevihtah začne toča padati. Pri nas je to res vedno poleti, ko je vroče, tukaj pa očitno ni nekega pravila. Gremo pa drugače danes naprej in sicer v eno mesto, odkudar ne bi prihajal Božiček. Mene je presenetila ta informacija, ker sem doma lani na Finskem pravili, da je Božiček od tam. Turki pa pravijo, da je od tukaj, tako da bomo videli, kako vse to zgleda. Iz neke cepkice me bi bil, bomo videli. Iz Turčije prihaja sveti Nikolaj, ki je bil znan po svojih dobrih delih. Legenda pravi, da je dekletom, ki so bila dovolj stara za poroko, a niso imela zadoto, skozi dimnik metal mošnjičke zlata. Druga legenda pa pravi, da so mu revni ljudje nastavili čevlje, ki jih je napolnil zlatom. Ker je večino svojega življenja preživel v vasi Demre, tukaj stoji po njem poimenovana cerkev. Včeraj smo si ogledali to mesto, odkudar ne bi bil Božiček in moramo reči, da ni nekaj ekstra posebnega. Kasneje smo se pa potem parkirali kar tle v Portu, blizu tega mesta, ker nismo imeli več časa, da bi šli naprej. Sam plac sicer ni bil nekaj ekstra posebnega, bili smo parkirani na pomolu, tako da smo si jutri potem opazovali te turistične barkače, ki so noter prihajale v zaliv, tako da to je bilo kar zanimivo. Še bolj zanimivo pa je bilo, da sva zjutraj videla 2 veliki želvi, ziher kakšen meter veliki, ki sta mimo preplavale, tako da sta bila kar navdušena nad jutrom. Je bilo pa kar lepo vreme, čeprav je bilo napovedano, da bo bolj dežval, tako da sva izkoristila še zastonj vodo, ki je bila
pipa tam blizu, tako da sva obrala obleke. Zdaj gremo pa naprej. Ja, res je bilo luksus pred z vodo iz pipe, tako da nisva rabila niti najmanj šparati in sva lahko res vse dobro sprala. Zdaj gremo naprej, zaradi tega, ker tukaj sva vprašala te lokalne lastnike teh bark, koliko stane, da te peljejo do enega otoka, kjer je potopljeno antično mesto in je kar zanimiv za videti. In so nama rekli, da 1100 lir na vožnjo, se pravi približno 50 evrov, mičkan več, ampak so rekla, da nama je to predrago. Itak so pa prebrala, da je tukaj malo naprej je ena vas, ki je precej bliže temu otoku in posledično je zato tudi vožnja do tja dosti cenejša, tako da rečemo, da bo tam cenejšo opcijo dobila. Tako da zdaj gremo proti tisti vasi. Danes ni bilo glih najlepše vreme, tako da smo obisk onega potopljenega mesta prestavili na jutri. Se bova pa danes spravila končno okrasiti kemper, ponavadi sva ga okrasila že bolj na začetku decembra. Letos pa res sploh ne čutva nekega vzdušja, tako da res to kar prelagava, ampak zdaj v sredini decembra je res že čas, če ne se niti ne bo splačalo kraskov gor dajati. Pa nam je ratal danes preveslati do teh ruševin v morju. Je bilo kar fino, preveslala sva 8,5 kilometrov. Sicer ruševine same niso bile nekaj ekstra posebnega, zaradi tega, ker je sonce že tako nizko. Ruševine so pa v vodi na severni strani otoka, tako da je tako že senca bila in se jih ni glih nekaj ful videli. Videli se predvsem one, ki so nad vodo. Ampak je bilo zanimivo, pa itek nama je fajn veslati, tako da je bilo kar fajn. Šla sva v bistvu s kajakom, jaz sem že skozi hodila iti, pa je Rok rekel, da bo predaleč, pa je pogledal na zemljevid, pa ugotovil, da niti ni predaleč. Pa še prešparala sva, čeprav je bilo tle malo cenej, vseeno je bilo zdaj zastonj. Ja, tako da ja, to je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.